Dober dan in dobrodošli vsi, ki ste prišli na ta svečani dan, da ne pozabi se na našega očeta samostojne države. Danes smo se zbrali tako kot vsako leto, da se s hvaležnostjo poklonimo v spomin očetu samostojne države, dr. Jožetu Pučniku. Pred 8 leti smo se člani kluba seniorjev v Ljubljani dogovorili, da bomo vsako leto organizirali spominsko srečanje pred parlamentom, posvečeno spominu na velikega domoljuba, ki ga je politični komunistični sistem pregnal iz njemu ljube domovine. Sporočamo, da smo iskreno ponosni in hvaležni za vsa njegova dela, prizadevanja, da imamo svojo državo, ki jo imamo radi, tako kot imamo radi svoj dom in jo bomo ohranjali kot biser Evrope. Vendar dr. Pučnik bi bil razočaran, zgrožen nad trenutnim stanjem v naši državi, ker jo vodijo v ponovni razkol. Janševa vlada je vodila državo 2004 do 2008 in dvakrat reševala polom levih vlad, in sicer 2012 do 2013 in najtežje obdobje v času covida od marca 2020 do konca maja 2022. Torej desna vlada je samo manj kot 1/4 let obstoja samostojne Slovenije vodila našo državo. Končno smo po več stoletjih sanj Slovenci postali nacija. To pomeni, da smo etnična, kulturna skupnost, ki se je oblikovala zgodovinsko na temelju lastnega jezika, kulture, narodnih običajev, tradicije, gospodarstva. Majhen narod, kot mi Slovenci, ne ogrožamo sosedov, vendar moramo zaradi majhnosti, še bolj zaradi majhnosti ohranjati in živeti tako, da z vsem delovanjem zagotavljamo obstoj slovenskega naroda in njene države. Nacionalist je rodoljub oziroma domoljub in ni sovražnik, kot nekateri mislijo. Po osamosvojitvi je bilo videti, da smo vsi zadovoljni, vendar smo bili tudi zaslepljeni in naivni, ker smo verjeli v poštenje. Generacije mladih nimajo vedenja o politiki in življenju v Jugoslaviji, o pobojih, likvidacijah med in po končani drugi svetovni vojni, odkritih je več kot 700 grobišč. Ne vedo o številnih sodnih političnih procesih, taboriščih in likvidacijah. Ne poznajo vzrokov, zahtev za plebiscit, o vojni in napadu JNA na Slovenijo, o krvavi vojni in pobojih v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, kar je bil dokončni in hvala Bogu tudi dokončen vzrok razpadu Jugoslavije. O osamosvojitvi in rojstvu države Slovenije večina mladine res nima pojma, čeprav je danes veliko dostopne, veliko literature o tem obdobju. Zatajil je šolski sistem. Masovno se vključujejo številni mladi v NVO organizacije, kjer širijo ideje LGBT, sodelujejo pri nezakonitih stopih tujcev brez kakršnihkoli dokumentov, nestrokovnjaki odločajo o organizaciji zdravstvene politike, kot na primer plesoči angeli nul, in to zato, ker so podpirani z velikimi vsotami denarja. Ta denar je denar nas davkoplačevalcev, ki ga uporabljajo za širjenje laži, netenje sovraštva in strahu. Ni pa denarja za poplavljence, upokojence, zdravstvo. Prikazala bom današnje stanje, ki je v državi, ki je v zelo hudi stiski zaradi nesposobne, nestrokovne, nedelovne in sovražne vlade do večine prebivalstva in dejansko širi nestrpnost, nezadovoljstvo. Uvedla je celo besedo sovražni govor, ki v resnici ni sovražen, ampak je samo dobro namerno opozarjanje na storjene krivice, kraje, nezakonito odpuščanje delavcev, katere nadomeščajo svojimi pripadniki, kljub njihovi nestrokovnosti ustanavljajo večje število ministrstev in tako dalje. Podeljujejo nagrade tistim, ki so podjetja izčrpali in privedli do stečajev, zamenjujejo vodilne danes v uspešnih podjetjih. Na poročilih RTV Slovenija smo danes priča sovraštvu sedanjega predsednika vlade, ki je navedel, da je potrebno RTV očistiti janšizma. Zato so nezakonito odstranili 14 strokovnih novinarjev iz Nacionalke in ukinili oddajo Panorama.
Sramota in to moramo mi obvezno plačevati vsi odjemalci elektrike. Nagrajuje se tiste, ki so siromašili zdravstvene domove z odhodom zdravstvenega osebja, tako zdravnikov, medicinskih sester in drugih, zato več kot 130 državljanov nima pooblaščenega družinskega zdravnika. Enako tudi odhodi številnih odličnih specialistov iz bolnic. Čakalne vrste se zato daljšajo, ne obveščajo javnosti o širjenju COVID-a, kot na primer podatka, da je v 2 zadnjih mesecih leta 2023 umrlo 300 bolnikov zaradi te bolezni. Nihče ni odgovarjal za krajo denarja zdravstvene zavarovalnice pri nabavi medicinske opreme, umetnih kolkov, žilnih opornic in tako dalje. Bog si ga vedi, kaj bi še našli, če bi iskali. Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja so spremenili v obvezno. Tistim z malimi pokojninami bo veliko breme plačilo tega novega zavarovanja. Ukinili so urad za demografijo, čeprav je manj rojstev, seveda tudi zaradi odhodov, številnih naših v tujino, beg možganov in beg pridnih rok delavcev. Vse zaposlene prerazporedili v urad za integracijo, oskrbo migrantov, ki zelo bremenijo naše zdravstvo. Nezakoniti posegi na lastniških kmetijskih površinah s pretepi, telesnimi poškodbami lastnikov kmetij, ki samo branijo svojo zakonito zemljo in preprečujejo gradnjo kanalizacije nad vodnim zlatim zakladom najboljše pitne vode za 350 000 prebivalcev. Prepoved župana Ljubljane stavkajočim kmetom, da kolikor se bodo udeležili protestov s kmetijskimi delovnimi stroji, jim je prepovedan stop v mesto. Torej prepoved zbiranja kmetov, da javno opozorijo na krivice, za katere bodo morali še povrhu plačati visoke kazni. Nezakoniti odvoz 24 krav iz kmetije oziroma kraja še ni dobila dokončnega epiloga. Zanimivo bo izvedeti, ali bodo kaznovani udeleženci kraje živali, med njimi so tudi politiki, ker gre seveda za kriminalno dejanje. V letu in pol je vlada zamenjala oziroma nadomeščala na Ministrstvu za kmetijstvo ljudi z nekompetentnimi osebami, ki so opravljali to funkcijo povprečno samo par mesecev. Največja laž je zavajanje ljudi z cenami živil Golobove vladne košarice, kjer so navedene cene košarice za 1 kilogram govedine, piščančjega in svinjskega mesa 0,95 evrov. Na internetu kroži objava te zgoraj navedene cene z vlade, da so zapisane na etiketah konzerv z različnim mesom za pse. Samečka mikrofon. Aha, se ne sliši. Za, čakajte, kje sem zdaj. Za pse. In sicer piše govedina, piščanci in puran, kjer je navedena cena za 1 kilogram 0,95 evrov. A se vam ne zdi to katastrofalno? Že leto in pol gledamo Golobovo uničevanje uspešnega dela prejšnje vlade, prejšnje najboljše vlade, ki je vodila najtežje obdobje v času pandemije COVID-a. Še danes kričijo in lažejo, da je bilo nasilno cepljenje, da se je izvajalo zaplinjevanje in to tisti, ki so resnično širili virus. Uspešnost vlade Janeza Janše je bila potrjena v evropskem merilu, ko smo bili po uspešnosti na 2. mestu v Evropski uniji. Podelitev nagrad ob državnih praznikih te vlade je predvsem dodeljena njihovim političnim zaveznikom. Razvrednotili so pomen našega kulturnega praznika, posvečenega pesniku Francitu Prešernu, ko se je na koncu prireditve 23. leta na odru Cankarjevega doma prikazala Svetlana Makarovič. Številni udeleženci predstave so vstali, namenili aplavz tisti, ki najbolj sramoti našo državo v svojih pesmih. Pred leti v Cankarjevem domu so sramotili kulturni dan 8. februarja slovensko himno v več tujih jezikih. Naša himna je v našem jeziku. Druga sramota je ukinitev ustanovitve samostojnega muzeja osamosvojitve in odpoved delovnega razmerja uspešnemu in strokovnemu direktorju. Muzej osamosvojitve je bil učni center mladim, da bi bili poučeni o vzrokih nastanka naše mlade samostojne države in dokazal, da so bili naši vojaki hrabri borci za svojo komaj rojeno domovino. Izvajajo analize, obljubljajo spremembe vsakih 14 dni,
predstavljajo in naslavljajo nove izide analiz, od katerih že leto in pol nismo dobili nobenih napredkov. Propad, slabšanje življenjskih pogojev z ukinitvijo zakona o trajnostni oskrbi starejših, namesto tega hvalnica srebrne niti, njihovo prizadevanje za uzakonitev evtanazije in ves denar oskrbe prenesli za ilegalne migrante. Njihovo delo je pred letom in pol odstranitev ograje in vdor več kot 50 000 nezakonitih migrantov leta 2023, ki so v večini zaprosili za azil. V Ljubljani je velik porast kriminala, tudi posilstev, v večernih urah ni varnosti več po mestnih ulicah hoditi, kar dokazuje povečana prodaja tudi osebnih zaščitnih sredstev. Zamenjali skoraj vse prej sposobne zaposlene na ministrstvih, v Slovenski vojski, pri policiji, vodilnih v zdravstvu in jih nadomestili s svojimi nestrokovnimi kadri. Njihovo geslo je očistiti janšizem in janšistem. Besedo očistiti so uporabljali nacisti. Slovenski levi poslanci v Evropski uniji niso obsodili komunizma, tako tudi ne doma. Dovoljene so neprijavljene demonstracije s požigi likov politika Janeza Janše, grožnjami uboja tudi že pripadnikom stranke SDS. Sodišča delujejo v nekaterih primerih v prid pobudnikom sovraštva, katerim oproščajo sodne kazni, kaznujejo tiste, ki opozarjajo na krivice krajo. Kje ste upokojeni pokončni sodniki? Nesposobnost vlade je evidentna pri odpravljanju posledic hudih poplav v Savinjski dolini in na Koroškem. Še danes niso dobili strokovnih ocen o morebitni obnovi ali rušenju poškodovane domačije oziroma o načrtovanju novih domačij večji finančni pomoči. Trdijo in izjavljajo, da so od vlade pozabljeni in tudi dejansko so več ali manj. Ta vlada upokojence ne obravnava kot drugo, ampak kot tretje razredno temo. Seveda imamo več vrst upokojencev. Nekateri se zgražajo nad našimi udeležbami procesov, ker imajo morebiti pokojnine dvojnega izvora. Pokojnine se ne usklajujo z inflacijo, tisti zelo nizkimi pokojninami ne živijo, ampak životarijo. Kar pomeni, da stradajo, živijo v mrazu, težkem dostopu do zdravstvenih ustanov in tako dalje. So pozabljeni, čeprav so gradili državo za prispevki v vse državne blagajne, tako za šolstvo, zdravstvo, pokojninski sklad, gradnjo stanovanj, infrastrukturo in tako dalje. Cene elektrike, plina rastejo, zato sončni kralj kot edino rešitev vidi v pridobivanju elektrike s sončnimi celicami. Danes seveda kot lastnik solarne energije. Uvajajo spremembo in sicer prepoved plina v projekte od junija leta 2024. Pred 40 leti so vsi na drugi strani Celovške ceste v Ljubljani, Koseze, Dravlje, imeli dostop samo do elektrike in ruskega plina za ogrevanje. Kaj bo z njimi? Vendar naša naloga starejših Slovencev in državljanov, ki so Slovenijo sprejeli kot svoj dom, je, da jo prenesemo v roke domoljubnih, poštenih, sposobnih, strokovnih, državotvornih kadrov. Mladino seznanimo z zgodovinskimi dejstvi polpretekle zgodovine, katere dejanja dobro mi poznamo, kot so pomori nedolžnih, poštenih, zavednih, rabnih, slovenskih domoljubov in tudi tistih, ki so tako kot dr. Pučnik morali zapustiti domovino, ker se kot mladenič brez sovraštva, ampak z ljubeznijo, zdravo pametjo in srcem postavil za svojo domovino. Komunistična oblast ga je preganjala, zaprla celo v celico, odzela diplomo, vendar se ni vdal. Ves čas tujini je sanjal o svoji vrnitvi domov. Vrnil se je kot pobudnik samosvojitve in končno z odločno besedo zahteval plebiscit. Iskrena, srčna hvala v imenu vseh domoljubov in naših potomcev. Uspelo nam bo, ker smo dolžniki vsem padlim in borcem za rojstvo nove države, našim očetom, materam, dedkom, babicam in prednikom, ki so imeli večno željo po lastni državi. Imamo našega najboljšega predsednika stranke Janeza Janša s strokovno ekipo in naše poslance, ki pošteno nadaljujejo vaše delo s svojimi sodelavci. Evo, tukaj so. Dr. Jože Pučnik je razložil, da je osnova civilizacijskega prava pravica do pokopa z izdajo mrliškega lista.
Leta 1993 je bila ustanovljena preiskovalna komisija o raziskavi povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti. Komisijo je vodil dr. Pučnik, vendar epiloga ni bilo predstavljenega in ne po njegovi krivdi. Leta 1923 je vlada Janeza Janše potrdila v parlamentu 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ko so se zvečer zbirali sorodniki, znanci, prijatelji in številni udeleženci temu dnevu spomina in ob ganljivih govorih prižigali in polagali svečke, so sedanji oblastniki ukinili ta dan, celo z besedami, ko smo jih slišali v parlamentu, da se že zbirajo. Ta trenutek spominjanja bi bil po mojem začetni del tudi sprave, grozljivo in sramotno dejanje. Doslej smo se vam samo zahvaljevali, dr. Pučnik, da imamo lastno državo. Sedaj vam iskreno obljubljamo, da se bomo borili za ohranitev tistega, kar je največji zaklad, ki smo ga dobili pred 33 leti. Z deli za pravično bodočnost naše edine domovine, države Slovenije, bomo ohranjali spomin na vaše največje dejanje, spoštovani dr. Jože Pučnik. Zavedam se, da se nesebično darovali srce na oltar svoje domovine. Večna vam hvala in lahek počitek v domači zemlji. Končam z nekoliko spremenjenimi vašimi, nikoli pozabljenimi zgodovinskimi besedami. Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Dodajam, Jugoslavije nikoli več, ker gre samo za obstoj Slovenije. Dober dan. A ste sigurni, da ni več Jugoslavije? On si je upal in trnil navzlic ga notranji klic, pognal je državo gradit. On si je upal in ni spraševal, če čas je ta prav, da končno presekamo nit s prejšnjo državo, ko zvezda zastavo krasila rdeča, ki mnogim nesreča bila je in senca, ki s koso in trnjem je šla nad Slovenca. A on si je upal, po mizi je udaril, dovolj, je zavpil. Saj narod slovenski ne bo dovolil, da bi še naprej teptali mu sanje. In ker brezpogojno zaupojevanje je naroda hčere pognal in sinove in z njimi odklenil je temne okove. Ko svoje postoril je, zdi se, prerano, od niti odločanja vzel je slovo, vendar največji, kot dobro je znano, stlakujejo pot in dalje gredo. On je bil oče slovenske države. Še en poklon Jožetu Pučniku. Hvala, ker znali ste vedno vstati, ko so vas znova in znova teptali. Hvala, ker niste obstali pred vrati, ko bi ostali pred njimi obstali. Hvala, ker nehali niste verjeti, da domovina rodi se v državo. Hvala, ker niste obupali z leti, ko ste na vzkrižje hodili s postavo. Hvala za vaše pogumne korake in da povlekli naprej ste Slovence, saj ste verjeli v ljube rojake, da so naposled stopili iz sence. Hvala, da niste se nikdar predali, nikdar v tla niste sklanjali glave. Hvala vam, Jože, da niste se bali. Hvala vam, oče slovenske države.
Dr. Pučnik je oče slovenske države in upam si trditi seveda, da Slovenije brez dr. Pučnika ne bi bilo. Ta trg, na katerem stojimo, bi se moral imenovati po dr. Jožetu Pučniku. Ampak naši mladi premalo vedo o dr. Jožetu Pučniku. So zato krivi učitelji, so zato krivi učbeniki. Ne morem kriviti vseh učiteljev. Lahko pa rečem, da preveč sledijo učbenikom, ki so napisani predmoderno in si prihranijo za konec šolskega leta v najhujši stiski čas za pomlad, za slovensko pomlad, za slovensko državo, za slovensko osamosvojitev. V maturitetnih nalogah je premalo oziroma skoraj nič o slovenski osamosvojitvi, pa bi moralo biti vsaj polovico vprašanj iz zgodovine na to temo in jih ni. Sistem, kakršnega imamo, poraja učitelje brez avtonomije, ki lahko samo slepo sledijo Branimirju Štruklju in pa učbenikom, ne upajo si misliti svojo glavo. In zato lahko krivim tudi univerzo. Ko so ukinili muzej slovenske osamosvojitve, se je kakšen učitelj oglasil na to temo? Ste slišali glasove? So se začeli zbirati v protest? Niso se. Tiho so bili in sklanjali glave naprej. Poškodovano mišljenje, ki je plod toliko in toliko let komunizma, se odraža tudi danes. Kriv je šolski sistem, ki ne dopušča avtonomije niti šolam, niti ravnateljem, niti učiteljem. In kako naj bodo avtonomni, kritično razmišljajoči učenci in dijaki, če si tega ne upajo biti učitelji, če si tega ne upajo biti ravnatelji. Ko so med covidom spraševali Ministrstvo za šolstvo, kako se odpre okno in želeli navodila o tem, danes pa so samo tiho. Ko pa zaprejo muzej slovenske osamosvojitve, takrat pa nič ne sprašujejo in so tiho. In moj poziv gre njim, zbudite se vendar že. Spomnite se na svojo intelektualno podstat, bodite ustvarjalni in bodite uporni, tako kot je bil dr. Jože Pučnik. Dr. Jože Pučnik je bil velik demokrat in le v demokraciji je možno blagostanje. Blagostanje za vse. V kleptokraciji pa je blagostanje le za ene. Danes se nahajamo prav v tem. Ampak verjemite mi, časi se spreminjajo in ta trg se bo nekoč imenoval po dr. Jožetu Pučniku. Hvala. Dober dan vsem skupaj tudi z moje strani. Najprej bi želel se iskreno zahvaliti Bojani in seveda seniorjem ljubljanskim, ki so pred toliko leti nekako spontano začutili, da je prav, da obeležujemo ta dan v spomin na očeta naše države. Obenem pa bi spomnil na to, da naša stranka redno vsako leto obišče njegov grob na današnji dan. Tudi danes ste bili, vidim, nekateri ste tudi tukaj, tam. In seveda na ta način spodobno in tako kot je vredno obeleži njegovo smrt. Torej, jaz se spominjam tistih časov prihoda dr. Jožeta Pučnika in pa sodelovanja v politiki nekako z druge strani. Bil sem član slovenskih krščanskih demokratov in znotraj nas je nekako bilo čutiti ali pa nekako smo nekateri čutili, češ da dr. Jože Pučnik ne mara prav zelo kristjanov. Moram reči, da sem v tej zmoti živel kar nekaj let
in šele kasneje, po nekaterih pogovorih z ljudmi blizu njega, spoznal, da temu ni bilo tako. Da je še kako cenil kristjane, da pa nikakor ni cenil tega, kar se je dogajalo že takrat. Torej dvoličnosti, hinavščine, sprenevedanja, paktiranja za nasprotno stranjo, ki se je močno zredila v takratnem vodstvu slovenskih krščanskih demokratov. Ne bom delal paralel s sedanjostjo. Vsak si lahko sam zamisli, premisli in domisli, kakšen pa je danes odnos stranke, ki predstavlja slovenske kristjane v aktualni politiki. Ali tudi oni paktirajo, sodelujejo, tiho podpirajo, ne dajejo podpisov in podobno. Ampak ker danes nismo na političnem shodu, se bom vrnil k dr. Jožetu Pučniku. Težko si predstavljamo, da je nekdo poznih srednjih let, ki se je v tujini ustvaril zelo dober standard, ki je tam ustvaril družino in ki bi lahko pravzaprav mirno živel do konca svojih dni, sprejel odločitev, da se vrne v domovino, ki ga je izgnala, ki mu je vzela šolanje oziroma razveljavila njegovo šolanje, ki ga je preganjala, zaprla in pravzaprav bila zelo vesela, da je z te domovine odšel. Res si težko predstavljamo. A vendar Jože je bil drugega kova človek. Jože je to zmogel, Jože je ves standard pustil za sabo in prišel sem. Prišel se je boriti za to, da danes živimo v samostojni in demokratični Sloveniji. Ko danes stojimo tu na Trgu Republike, nekoč Trgu revolucije, se pravzaprav premalo zavedamo, da je tudi v preimenovanju tega trga v Trg Republike skrit trik. Zakaj trik? Trik zato, ker smo republiko že imeli. Imeli smo socialistično federativno republiko Jugoslavijo in imeli smo socialistično republiko Slovenijo. Zato so seveda primerjave s tem, da povsod v metropolah obstajajo trgi republike, v Rimu, Parizu, pa še ne vem kje, s tukajšnjim trgom neprimerljive. Tam se je mnogo prelomilo, ko so poimenovali trg. Tam se je zlomila kraljevina, ali pa so bili bistveno bolj pomembni zgodovinski dogodki. V preimenovanju tega trga pa se skriva zgolj tista sled tega, da so želeli na nek način ohraniti kontinuiteto bivše republike. Kot je nekoč zapisala pesnica Mija Kačič, vseh verzov ne poznam, pa vendarle, takrat je zapisala, da se tudi v tem preimenovanju skrivajo sledovi krvi. Zato je tako, kot je omenila Mojca in kar je naša stranka pravzaprav obljubila Jožetu na njegovem pogrebu. Obljubila mu je, da bo eden glavnih trgov v prestolnici države imenovan po njem. Tega še ni. A vendar, spoštovani gospe in gospodje, tudi zato, da slovenska zastava plapola na Ljubljanskem gradu, je bilo potrebno več kot desetletje. Več kot desetletje bo potrebno, da se bo ta trg imenoval po dr. Jožetu Pučniku. A prišel bo dan, ko se bo. Zato vsem skupaj kličem: živela Slovenija in hvala dr. Jože Pučnik. Dober dan vsem, hvala vsem, ki ste prišli. Združuje nas tisto, kar je bilo tudi vodilo dr. Jožeta Pučnika.
To je ljubezen do naše domovine Slovenije. Še enkrat hvala za današnjo udeležbo. Dr. Jožeta Pučnika pogrešam. Pogrešam njegovo veličino, njegovo etiko, njegove izjemne vrednote in trdno sem prepričan, da če bi bil dr. Jože Pučnik še danes z nami, bi bila Slovenija boljša, lepša, uspešnejša, drugačna in zagotovo bolj prijazna slovenskemu narodu. Kajti oblast, ki jo imamo danes, je dejansko protislovenska. To se je videlo že ob nastopu Golobove vlade, ko je najprej ukinil urad za demografijo v narodu, ki je majhen, zato toliko bolj dragocen, v katerem je nizka rodnost, in po drugi strani je denar, ki je bil namenjen za to in pa za oskrbo starejših, namenil za ilegalne migrante. Meje so odprli, danes je Slovenija preplavljena z ilegalnimi migracijami, zanje iščejo nove lokacije, kar je seveda tisto, kar se ne bi smelo dogajati. Toda s kulturnim marksizmom ni zastrupljena samo Slovenija, žal je zastrupljena tudi velik del preostala Evropa. In zaradi tega je toliko bolj pomembno to, kar je pred nami, evropske volitve, na katerih moramo izvoliti ljudi, ki bodo sposobni ta proces presekati in hkrati bo z izidom evropskih volitev, na katerih sem trdno prepričan, jasen pomik v desno, dano tudi sporočilo za spremembe v Sloveniji. Zato, da se ta proces, ki je slab, ki se nikdar ne bi smel zgoditi, vendar konča in da spustimo slovenski razvojni potencial. Največ, kar lahko storimo za spomin dr. Jožeta Pučnika, da ohranimo njegovo izročilo, je, da krepimo slovensko državo. Kajti izkazalo se je, da je prav nacionalna, dobro vodena, desno vodena, nacionalna država najboljše protisredstvo proti kulturnemu marksizmu. Najboljša obramba, tisto, kar daje moč in upanje za ohranitev, za preživetje in nadaljnji razvoj slovenskega naroda. Zaradi tega je preprosto sporočilo danes. Slovenija je čudovita, Slovenija je dragocena, radi jo imejmo. Bog vas živi in Bog živi našo domovino Slovenijo. Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili, čeprav nas je absolutno premalo. Hvala lepa vsem govornikom, vsem, ki nosimo srce, v srcu svojo domovino, svojo Slovenijo. Hvala lepa vam vsem in naslednje leto nasvidenje.